Sedaj, ko smo se naučili vsak čas posebej, present simple posebej, present continuous posebej, se pojavi dilema, kaj pa takrat, ko sporočamo, ko govorimo ali ko rešujemo naloge, kjer imamo oba časa in je potrebno ugotoviti, katerega dati in dati pravilno obliko. Torej, kako razmišljati, da pridemo do čim boljših rešitev in da lažje sporočamo. Present simple že veš, da se dogaja takrat, ko se dejanje ponavlja in je neka stalnica. Present continuous že veš, da se dogaja zdaj v tem trenutku. Torej, za tiste dejanja, ki se dogajajo zdaj v tem trenutku, uporabimo present continuous. Pomeni, če želiš sporočiti, da se nekaj dogaja zdaj, takrat uporabiš present continuous. Če pa želiš sporočiti, da se nekaj ponavlja, da je nekaj na splošno vsak dan, da je neka stalnica, takrat uporabiš present simple. In kje pogosto pride do težav pri pisnih nalogah? Pride do težav tam, da prikradejo se majhne napakce, katerim se z lahkoto lahko izognemo, in zdaj ti bom povedala skrivnost, kako. Torej, ko rešuješ nalogo, kjer je navodilo, ustavi ustrezen čas, ali present simple ali present continuous. Velikokrat pridemo do tega prvega koraka, ugotovimo, da je ali kakšna magična beseda, recimo always, sometimes, often ali now at the moment, in smo tako zelo veseli, vem, kateri čas bom dal, da mi kar napišemo rešitev. To ni dobra strategija, ker manjka še en korak. Vabim te, da najprej, preden napišeš rešitev, da najprej preveriš, za katero obliko gre. Ali gre za vprašalno, ali gre za trdilno, ali gre za nikalno obliko. Vprašalna ima na koncu vprašaj, nikalna ima v oklepaju ali na koncu nekje not, trdilna je, da je tako. Nima vprašaja, nima not. In ko to ugotoviš, te vabim, da napišeš rešitev. Ne! Skrivnost je še ena. In sicer, najprej preveri plonkec v glavi. Najprej spomni se, kako se tvori present simple v trdilni, vprašalni, nikalni, če moraš dati present simple. In šele takrat napiši rešitev. Ali isto velja za present continuous. Če boš ta dva korakca vmes naredil, uporabil to skrivnost, torej najprej ugotovil, ali gre za trdilno, vprašalno, nikalno obliko in nato iz glave potegnil plonkec, kako se tvori trdilna, vprašalna, nikalna oblika pri tem času, boš z lahkoto dosegel vse možne točke v nalogi.